Novi Golf je res nabutan z opremo in tehnologijo. Tale na primer ima radarski tempomat, 7-stopenjski samodejni menjalnik DSG, navigacijo, ergonomske sedeže, spazite to, masažo in pa seveda najpomembnejše, nov motor. In ker ga ne bom razšraufal, ker ga potem ne bi znal sestaviti nazaj, je najbolje, da se z njim kar zapeljem. Najprej teorija. 1.4 TSI je 4-valjni bencinski turbomotor, ki ima tehnologijo izklapljanja valjev, ko motor ni obremenjen. Tako da v tem primeru gorivo teče samo v 2 valja in s tem nekaj malega prihrani pri gorivu. Pri samo 4500 vrtljaji že doseže največjo moč, 140 konjev. Največji navor 250 Nm pa ima med 1500 in 3500, enako kot 1.6 TDI, le da je razpon večji in s tem motor precej bolj prijeten za vožnjo. Od dizelskega se manj trese, manj hrupa oddaja, seveda pa se tudi po zimi hitreje ogreje. Le glede cene vzdrževanja sem tukaj malo skeptičen, ker gre za novo tehnologijo in še nihče ne ve točno, kako zanesljivo bo delovalo tole izklapljanje valjev. Evo, zdaj se vozim po odprti cesti, ker ne potrebujem veliko moči in Golf deluje samo na 2 valja, tukaj piše two-cylinder mode. Preklop je zelo nežen, samo najbolj občutljivi ga boste zaznali, če boste imeli odprta okna in zraven kakšne ograje, boste pa lahko slišali tudi značilni zvok dvovaljnih motorjev. Kot Trabant, samo da je tukaj veliko bolj prefinjeno. Tudi cena je nekje na ravni 1.6 TDI, zmogljivosti pa so bistveno boljše. Golf je s tem motorjem dejansko zelo poskočen, nikakor pa ni tako varčen, kot obljublja tovarna. Pravijo, da naj bi porabil samo 4,7 litra benzina na 100 km, meni pa je uspelo porabo z varčno vožnjo po različnih cestah zbiti na dobrih 6 litrov, tako da v praksi pričakujete med 6 in 7 litrov, kar pa še vedno ni slabo za 140 konjev. Če bi se moral sam odločiti za dizla in če bi letno prevozil med 10 in 15 tisoč kilometrov, kolikor jih povprečen Slovenec, se ne bi nikoli odločil za dizla. Absolutno bi izbral 1.4 TSI, le 1200 € več ne vem, če bi plačal za tega, čeprav je super, dobro potegne. Na koncu pa ne porabi bistveno manj kot 1.4 TSI 122 konji. Čeprav mi je tole super ideja. Evo, spet teče na 2 valja, ker ne rabim več in lepo šparam.